Dober dan. Hvala lepa za napoved. Tomaž, midva se poznava iz enih drugih časov, ko ni bilo še dvojnih priimkov in nazivov pred imeni. Hvala organizatorjem za povabilo. Izjemno čast mi je, da lahko spregovorim nekaj o kompetenčno zasnovanih oziroma o kompetenčni zasnovi v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Ko smo se pogovarjali o vsebini predavanja, to je zdaj že nekaj časa nazaj, moja glava seveda ni bila še pri čisto konkretni vsebini, zato je tudi tale naslov, ki ga vidite, majčkeno drugačen od resničnega naslova mojega predavanja. To seveda je vse odobreno strani organizatorjev, tudi ta varianta. Skratka, moje vprašanje je, ali je kompetenčna zasnova še vedno odgovor na spreminjajoče se razmere v poklicnem in strokovnem izobraževanju, ker to ni nobena novost. Mi imamo kompetenčno zasnovano izobraževanje, zdaj že več kot desetletje uvedeno, ampak še zmeraj se pogovarjamo velikokrat na ravni, kot da uvajamo nekaj čisto novega. Rada bi uvodoma povedala, zakaj v bistvu staviti. Še zmeraj, kljub temu, da mogoče izkušnje niso take, kot smo si jih želeli, takrat, ko je bila pa to novost. Zakaj v bistvu še zmeraj staviti? Kam moram jaz to klikati, da se bo kaj premaknilo? Sem, ok. Staviti na kompetenčno zasnovano izobraževanje. Aha, dobro. Zdaj razlogov seveda je več. Če pogledamo nekoliko bolj v preteklost, in sicer v leto 1996 in takratno oceno, kako se bodo v naslednjih letih spreminjale zahteve po razvoju kompetenc, vidimo, da so opažali, torej že leta 1996, trend upadanja rutinskih ročnih dejavnosti in napovedovali, da se bodo povečevale predvsem potrebe po kompleksnem znanju. Danes je slika takšna. Napovedi Svetovnega ekonomskega foruma o 10 najpomembnejših kompetencah lanskega leta vam prikazujejo sliko tistih kompetenc, ki jih v bistvu ta trenutek oziroma lani trg dela v bistvu najbolj potrebuje. Ampak ne bomo se ustavili tukaj, kjer smo zdaj. Šli bomo pogledati še to, kakšne so napovedi iste organizacije, katere so tiste kompetence, ki bodo najbolj potrebne v naslednjih 5 letih. Skratka, kaj opažamo? Opažamo v bistvu, da se uresničujejo napovedi iz leta 1996. Zmanjšuje se tisto, kar je neko rutinsko opravilo, zmeraj več je nekih zahtev, zmeraj več je potreb po kompleksnem znanju. Zdaj, k temu bi rada dodala še nekaj, kar v bistvu danes še ni bilo izpostavljeno ali pa ne vsaj v taki obliki. Ista organizacija namreč napoveduje, torej Svetovni ekonomski forum, da bodo mladi, ki se danes izobražujejo, v svojem delovnem aktivnem obdobju zamenjali do 7 karier. Te kariere so lahko sorodne, te kariere so lahko zelo različne. Napovedujejo tudi, da bodo opravljali vsaj 20 služb. Nove tehnologije, umetna inteligenca večajo potrebe po prekvalifikaciji in nadgradnji kompetenc tistih, ki so danes že vpeti v sfero dela, torej tudi tistih, ki danes že delajo in so delovno aktivni. In ob vseh teh podatkih seveda se postavlja vprašanje, v kolikšni meri se to dotika sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja. Zdaj, a se mora sistem na to odzvati, ali naj se sploh odzove, ali naj v svojem mehurčku ostane, kjer je najbolj udobno, ali vendarle naj kakorkoli v bistvu pove, spremeni težnjo dela in kako naj torej se odzove. Zdaj, razprave o sedanji in prihodnji vlogi poklicnega in strokovnega izobraževanja se pogosto vrtijo v glavnem o tem. Skratka, o spremembah v bistvu prihodnjega povpraševanja po delovni sili. Za obstoječa delovna mesta torej zahtevajo se bistveno drugačna znanja, drugačne spretnosti kot pred nekaj leti. Ob tem seveda je treba računati tudi na to, da se bodo delovna mesta spremenila, mogoče bodo nekatera celo popolnoma izginila. In seveda je vse skozi prisotna tudi skrb, kaj pa znanje, da bi v bistvu tisto znanje, ki ga danes mladi pridobivajo, nekako takrat, ko bodo oni v polni delovni aktivnosti, bilo že zastarelo. Da bi bilo veliko manj uporabno za izzive, s katerimi se bodo v prihodnosti srečevali.
Ampak vendarle bi rada rekla, da je treba, ko gledamo vsebino poklicnega izobraževanja, to zmeraj pogledati z nekoliko bolj dolgoročne perspektive, pri čemer pa je seveda treba staviti predvsem na pridobivanje kakovostnega znanja. Usklajevanje tega seveda predstavlja precej velik zalogaj za sam sistem. Treba je upoštevati tudi dejstvo, da tovrstni razmisleki in spremembe v kurikularnih dokumentih, ki so posledica seveda takšnih razprav, terjajo svoj čas. In ponavadi hitenje tu bolj škodi kot koristi, kar govorim tudi v luči prenove kurikularnih dokumentov, ki smo ji trenutno priča. Seveda ni nobeno vprašanje, ali naj se sistem odzove ali ne. Tovrstni odzivi so potrebni, ima pa poklicno in strokovno izobraževanje v teh spremembah precej pomembno vlogo in je vanje tudi aktivno vpleteno. V evropskem in svetovnem merilu namreč obstaja cela vrsta obsežnih raziskav o tem, kako se delovna mesta spreminjajo, o tem, kako se spreminja organizacija dela, kako se recimo to nekako, kakšni so trendi v prihodnje. Na drugi strani pa v resnici presenetljivo malo vemo o tem, kako struktura in vsebina izobraževalnih programov, kurikularnih dokumentov in tega, kako v razredih delamo z učečimi se, vpliva na spremembe v gospodarstvu in v družbi takrat, ko se učeči se v sfero dela vrnejo ali vstopajo. Zdaj, kar vemo, je, da tudi te povezave obstajajo, vemo tudi, da so precej kompleksne, jih je pa izjemno težko meriti. Zato mogoče je malo manj raziskav na to temo. Ampak vendarle, kar lahko pokažemo, je tole. Podatki CDFOP-a iz leta 2020 kažejo, da se je povečalo povpraševanje po delovnih mestih, ki zahtevajo kompleksne znanje, torej ta napoved se vse skozi uresničuje. In kar za posledico seveda za sabo potegne, da mladi pogosteje izbirajo sami, lahko je to tudi neka prisiljena izbira, tistih poklicnih poti, ki jim nudijo več možnosti za zaposlitev, več možnosti za nadaljne izobraževanje in usposabljanje. Znotraj kurikularnih dokumentov seveda to lahko obravnavamo tudi kot nek premik, da je treba zmeri več teženj po tej večji znanstveni sistematiki, celo abstrakciji, torej na srednješolski ravni. Torej, da je treba na srednješolski ravni ponuditi to, kar bodo oni na fakultetah potrebovali. V resnici nam pa zahteve po kompleksnejšem znanju, ki ga potrebujejo v sferi dela, ničesar ne povedo o tem, kako, če se je sploh spremenila zasnova kurikularnih dokumentov. O tem vemo v bistvu zelo malo. Smeri in strategije razvoja sistemov v poklicnem in strokovnem izobraževanju so različne. Med državami je precej razlik že v evropskem merilu. Ponovno navajam CDFOP-ovo raziskavo iz leta 2020, kjer so opravili analizo kurikularnih dokumentov v 10 državah, tudi v Sloveniji. In rada bi izpostavila 4 najbolj očitne smeri razvoja odziva sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki so jih v tej raziskavi zaznali. Prva je ta, da se veča avtonomija in prožnost v kurikularnih dokumentih. Skratka, zmeri manj je držav, kjer bi bili kurikularni dokumenti v celoti predpisani s strani države. Pri nas, oziroma kot slovenski primer dobrega ravnanja je izpostavljen odprti kurikulum in povečala se je avtonomija. Veča se tudi prilagodljivost, v kurikularnih dokumentih se veča tudi izbirnost v obliki izbirnih predmetov, v obliki raznolikih obremenitev, veča se tudi individualizacija. In ista analiza kaže, da v prihodnje ne gre pričakovati, da bi se kurikularni dokumenti zapirali, ampak da se bo ta trend avtonomije, večje prožnosti celo večal. Druga stvar, ki jo zaznavajo, je, da se dogajajo spremembe v številu in obsegu kvalifikacijskih standardov. Na srednješolski ravni se namreč število kvalifikacijskih standardov v smislu izobraževalnih programov po večini zmanjšuje. Torej, zmeri manj je izobraževalnih programov, ki bi izobraževali za zelo ozke poklice.
Tu sicer trend ni najbolj jasen in ni točno jasno, ali gre to za nek strateški razmislek in usmeritev držav, da se preprosto odločijo in združujejo sorodne kvalifikacije recimo v neke širše profile, ali je to v bistvu bolj posledica demografskih razlogov oziroma pomanjkanja povpraševanja. Torej, da poklici izumirajo, da se ne vpisujejo v srednješolske programe in se potem tukaj trend nekako zmanjšuje. A vendarle bolj podrobna analiza pokaže, da je več držav dejansko zmanjševalo obseg kvalifikacijskih standardov, predvsem zaradi nekega strateškega premisleka. Torej, na srednješolski ravni je vedno več izobraževalnih programov, ki so široki, zato da dobijo učeči se dovolj širšega znanja, medtem ko se močnejša specializacija kaže bolj pri izbirnih modulih in na višjih ravneh, torej na višješolski ravni in tudi terciarni ravni. Analiza kaže tudi večji poudarek splošnih in medpredmetnih kompetenc. Države imajo sicer na ravni predmetnikov bolj jasno opredeljeno, kaj je splošni del, kaj je predmetni del oziroma poklicni del. Tovrstno razlikovanje na ravni kurikularnih dokumentov je pa precej manj jasno. V mednarodnem merilu so kurikularni dokumenti tu precej heterogeni, sploh če jih primerjamo v primerjavi s gimnazijskimi. Niso nujno strukturirani po predmetih, kar je še posebej značilno za tiste države, ki imajo uveden kompetenčno zasnovani sistem, kjer so kurikularni dokumenti običajno integrirani oziroma celostni, brez izrecnega strukturiranja na to, kaj je splošno in kaj je poklicno. Analiza tu kaže precej različnih praks, seveda, zato ker na eni strani se kaže potreba potem, da se splošne in medpredmetne kompetence nekako širijo, po drugi strani pa se seveda potem postavlja vprašanje, kam jih zdaj uvrstiti. Nekatere kurikularne dokumente smo jih uvrstili kot splošne izobraževalne predmete, v nekaterih je to del poklicnih, v nekaterih je to čisto implicitno, pa se čisto točno ne ve, kam so uvrščene. In seveda, takšno načrtovanje postavlja predvsem nekako pod vprašaj klasično načrtovanje pouka, kjer je pa v bistvu zelo jasno in sistemizirano, kam se kaj uvršča. In zdi se, da te spremembe v kurikularnih dokumentih odražajo tudi dejstvo, da poklicno in strokovno izobraževanje vse skozi opravlja dvojno vlogo. Ena je, da pripravlja tudi na prejšnje visokošolsko in nadaljne izobraževanje, hkrati pa nikakor ne sme zanemariti posebnih poklicnih zahtev, ki so predvidene za določeno raven in jih morajo učeči se pridobiti. In to seveda v kurikularnih dokumentih lahko sproži številna trenja, kjer je pač to razmerje med splošnim in poklicnim potem zelo natnalo in tudi slovenski prostor je takšen, kjer ta trenja imamo. Na tem mestu seveda se postavlja tudi vprašanje, kako zdaj se ti zapisi v kurikularnih dokumentih dejansko kažejo pri poučevanju. Ali je to, kar je zapisano v katalogih znanja, dejansko potem tudi v razredu, ker sama analiza tega sicer ne pokaže neposredno, verjeti moramo v povezavo, ampak vendarle neposrednih podatkov pa seveda nimamo. Zadnji poudarek povezavi z raziskavo je, da se vse bolj poudarja učenje na delu. Tu analiza kaže velike razlike v obsegu ur znotraj držav, tudi med državami, ki so pač namenjeni učenju na delu in učenju v učilnici. V nekaterih državah se je trend učilnice kot osrednjega prostora in mesta učenja zelo zmanjšal, povečuje se trend učenja na delu. Zdaj seveda, s poudarkom nazaj, zdaj kako splošne in medpredmetne kompetence nekako razvijati, če se krepi učenje na delu, to se mogoče zdi protislovno na prvi moment, po prvi trenutek, čeprav ni. Kakorkoli, učenje na delu, če je kakovostno, lahko v bistvu zelo v veliki meri spodbuja tudi razvoj kompetenc, kot je reševanje problemov, timsko delo, mogoče celo bolj kot učenje v učilnici. To namreč kažejo tudi raziskave, seveda ob osnovni predpostavki, in meni je res žal, da danes zdaj v tem trenutku v glavnem šolniki tukaj sedimo, da morajo biti delovna okolja kakovostna učna okolja.
In vse spremembe seveda se potem kažejo v zasnovi kurikularnih dokumentov in tudi v trendih, kam potem države peljejo premisleke o svojih sistemih in se tu potem postavi vprašanje, ali zdaj kompetenčno je še zmeri nekaj, k čemur bi sledili. Zakaj se je v bistvu sploh pojavila potreba? Zakaj smo tudi v slovenskem sistemu upeljali ta sistem, zdaj že skoraj 20 let nazaj? Šlo je za odziv na dejstvo, da so imeli diplomanti dovolj strokovno-teoretičnega znanja, primanjkljaji pa so bili zaznani predvsem na področju spretnosti in odnosov, ki so potrebni za kakovostno delovanje v poklicu, tudi v širši družbi. Cilj kompetenčne zasnovanosti je pa točno to, da bi v bistvu izboljšali prehod na delovno mesto prav s poudarkom integracije vednosti, ravnanja in nekih odnosov, kar naj bi posledično pripeljalo tudi do bolj kakovostnega izobraževanja, kar naj bi posledično pripeljalo tudi do višjega zadovoljstva in manjšega osipa, ki je pa eden od pomembnih ciljev, ki ga ta sistem tudi ima. In kako kompetenčno zasnovanost razumemo v našem prostoru? Mogoče uspe. Ja, zdaj ni novost, ampak vendarle tole, kar vidite, je zapis iz najnovejših izhodišč, kjer so kompetence opredeljene kot razvijajoče se zmožnosti, zato da posamezniki v bistvu uporabljajo vse to, znanje, spretnosti, sposobnosti, zato da delujejo v kompleksnih, nepredvidljivih, spremenljivih okoliščinah v poklicu, torej takrat, ko bodo delovali, tudi v družbenem in zasebnem življenju. In kar je ključno, da razvoj kompetence vsebuje razvoj vednosti, torej pridobivanje tako teoretičnega znanja, spoznanj stroke, abstraktnega znanja, torej uporabe teorij, to, kar poznamo pod bolj kognitivni vidik, da dimenzija kompetence oziroma razvoj kompetence vključuje razvoj spretnosti, proceduralnega znanja, zmožnosti reševanja problemov v različnih življenjskih okoliščinah, torej funkcionalni vidik in razvoj avtonomne drže, etične drže v odnosu do sočloveka, skupnosti, okolja oziroma vzgojno-socializacijski vidik. Ko boste pogledali izhodišča, so zapisana v alineji ena pod drugim, sama sem za nalašč dala vzgojno-socializacijski vidik kot podstat, na katerem se gradita ostala dva, predvsem kot odziv družbe, v kateri živimo, ker če na tem mestu ne bomo česa ukrenili, se nam najbrž v prihodnosti precej slabo piše. Kar se mi zdi nujno izpostaviti tudi tu, da je polarizacija recimo med znanjem in kompetenco kot neka dvema ločenima ali pa celo različnima pojmoma tu precej neproduktivna. Če znanje razumemo kot v najširšem možnem pomenu, torej kot vse, kar je naučljivo, kot vse, česar se lahko naučimo, česar se lahko priučimo, sem nikakor ne sodi zgolj kognitivni vidik. Sem sodi v pomembnem deležu tudi funkcionalni, tudi vzgojno-socializacijski vidik, ker je vse združeno pod pojmom kompetence. In kadar pride do ločevanja, recimo med znanjem in kompetenco, zelo hitro pridemo tudi do tega, da kompetenco zreduciramo na neko veščino ali izključno na neko spretnost, kar pa v bistvu kompetenca zagotovo ni. In celostno razumevanje kompetenčne zasnove, kljukice so šle, nisem opozorila moža, ki je ostal doma, zato zdaj lahko malo nekaj rečem na to temo, da se zna zgoditi, da ob prenosih na računalnike druge se znajo kakšni tile podred, bom povedala, ko pridem domov. Seveda, mogoče že prej, ampak kakorkoli. Celostno razumevanje kompetenc, moram ga pa pohvaliti to, da so vsi fonti enaki, je njegova zasluga. Jaz sem se z vsebino ukvarjala, on se je pa potem včeraj s fonti ukvarjal. Tako da mu je treba te kompetence pripisati. Celostno razumevanje kompetenc, skratka, v ospredje postavi razvoj poklicnih in ključnih kompetenc, tistih, ki so v praksi potrebne za reševanje ključnih problemov, tistih, ki so v praksi potrebne tudi za nekako družbeno odgovorno življenje, ampak kar je pomembno, treba jih je obravnavati znotraj konteksta. Če jih ne obravnavamo znotraj konteksta, ki je lahko poklicni, lahko je širši družbeni, bodo kompetence padle v prazen prostor. Če jih obravnavamo brez konteksta, torej tudi brez strokovne vsebine, strokovnega znanja, ki ga morajo imeti učeči se, bodo prav tako kompetence padle v prazen prostor in je ne bodo mogli razvijati.
In seveda, takšni zasnovi izobraževalnih programov potem morajo nujno na eni strani oziroma na drugi strani slediti tudi podporni pravni akti, pravilniki za izvajanje, normativi, obračuni ur, kot tudi kurikularni dokumenti, vključno z izpitnimi katalogi. Zakaj izpostavljam to povezavo? Rada bi izpostavila ocenjevanje kot tisto, kjer se pogosto zgodi moment vzvratne zanke. Skratka, to, kako učitelji načrtujejo in izvajajo pouk, večji vpliv ima pogosto način ocenjevanja kot to, kaj je zapisano v katalogu znanja. Še posebej, kadar govorimo o eksternem ocenjevanju in zaključevanju. In zato je za večji uspeh kompetenčno zasnovanosti in zasnovanega izobraževanja treba biti pozoren tudi na to, da je tudi ocenjevanje kompetenčno zasnovano. Skratka, če mi težimo k kompetenčni zasnovi, mora to biti v vseh fazah pouka, ne pa da razvijamo v prvih 2, tretja je pa potem zreducirana na to, kaj dijaki vedo o nečem. In to povezavo pomembno vzpostavljajo tudi na CDFOP-u. Skratka, kaže lahko na kakovost izobraževanja in tudi na samo kakovost ocenjevanja. In kompetenčno zasnovanost je treba vselej misliti dvotirno in to zmeri istočasno dvotirno. To je sistemski ukrep, to je organizacijski ukrep in na isti strani je to tudi pedagoški pristop. In če država k temu ne pristopa z obeh vidikov, se bo to slej ko prej poznalo na možnostih in zmožnostih za izvajanje kompetenčne zasnove. In smiselno je, da kompetenčno zasnovano izobraževanje temelji na nekaj načelih in sicer, da opredelimo kompetence na podlagi tega, kaj je aktualno v poklicu. V naši državi smo se odločili, da so poklicni standardi tisti, iz katerih izhajamo, kar seveda pomeni, da morajo biti poklicni standardi ažurni. Da morajo biti poklicni standardi takšni, da dejansko napovedujejo to, kaj se danes v poklicu, kaj je danes standard poklica, ne to, kaj je bil standard poklica nekaj let nazaj, ampak vendarle, ker takrat, če so ažurni, potem to ni dobra osnova za izobraževalne programe in kritika, ki jo potem dobiva izobraževanje iz sfere dela, da prihajajo neusposobljeni, je lahko delno upravičeno. Jaz nikoli ne bom pristala na popolno upravičenost, ker so drugi razlogi. Nobeno izobraževanje namreč ne more pripraviti za konkretno delovno mesto, na katerem se nekdo lahko zaposli, ampak je potem sistem uvajanja tisti, ki v bistvu to vrzel nekako mora premostiti. Poleg širših oziroma poleg kompetenc seveda pripravljajo to, morajo biti zasnova tudi temeljni poklicni problemi. Zato, da v bistvu lahko učeči se že v času izobraževanja nekako identificirajo tiste ključne poklicne probleme, s katerimi se bodo srečevali na delovnem mestu. Tu seveda je pomembno, da upoštevamo vertikalo, torej kaj je ključno za poklic na 3-letni ravni poklicnega izobraževanja, kaj stopnjo višje in kaj stopnjo višje. Ta raven je izjemno pomembna, da je ne spregledamo, torej da ne zastavimo stvari previsoko ali prenizko. Zelo smiselno je, da pouk poteka tako v šoli kot v delovnem okolju. Zdaj jaz govorim o strukturirani učni dejavnosti. Dijaki se individualno učijo, dijaki se učijo v skupinah in konkretna delovna okolja morajo biti mesto učenja, ne zgolj poklicne socializacije. Skratka, delovna okolja morajo biti prostor, kjer učeči se osvajajo učne cilje, namerno, namensko in sistematično. In razvoj kompetence mora biti seveda vključen potem v vse faze didaktičnega procesa, torej v načrtovanje, v izvajanje in v ocenjevanje, sicer se nam bodo stvari slej ko prej zelo hitro podrle. Zakaj ocenjevanje skozi izpostavljam? Zato, ker če pravilniki o ocenjevanju tem logiki ne sledijo, se potem ne more izvajati, ker vemo, pritiski staršev, pritiski inšpekcijskih služb se potem tukaj kažejo, in velikokrat tudi vplivajo na to, kako učitelji ravnajo. Izobraževalne programe seveda je treba zasnovati in tudi izvajati tako, da učeči se postopoma osvajajo zmeri bolj kompleksne kompetence. Skratka, da začnejo z bolj enostavnimi, temeljnimi, potem pa zmeri bolj kompleksne. In enako velja tudi za to, da v večji meri prevzemajo odgovornost za lastno učenje in s tem tudi svojo držo v poklicu. In
Tudi temu rečemo recimo odgovornost za učenje, lahko poznamo tudi pod pojmom samoregulacije učenja. Dijake, mladostnike je na to treba navaditi. Treba jih je tega naučiti in to je treba začeti sistematično razvijati od prvega letnika dalje. Ni smiselno pričakovati, da bodo recimo v prvem pa drugem letniku delali recimo na nek ustaljen način, v tretjem letniku bomo pa spremenili in potem bodo sami, ker so dovolj stari, ker so dovolj odgovorni. Ne, veliko stvari je treba razvijati, prevzemanje odgovornosti je ena od teh. Izvedba programa naj bo taka, da učitelji lahko upoštevajo značilnosti tistih, ki jih imajo v razredu. Kurikularni dokumenti so spisani na način, da teh značilnosti ne morejo upoštevati, tudi ni smiselno. Ampak učitelj pa je strokovnjak, ki zna presoditi. In upoštevanje značilnosti razreda in dijakov v njem je tisto, ki pripelje do večjega učinka, do boljših rezultatov, zato seveda je to treba razvijati. Učitelj seveda v tej vlogi prevzema neke druge odgovornosti, ki jih mogoče ni vajen, predvsem mora biti za njih ustrezno usposobljen in predvsem jih mora biti pripravljen sprejemati. Zadnja stvar iz tega naslova je, da je usvajanje ključnih kompetenc in skupnih ciljev enako pomembno kot usvajanje poklicnih kompetenc in zato mora biti smiselno integrirano v obstoječe predmete, ne pa kot novi predmeti, ker se bodo potem seveda spet krepile te oziroma logika predmetne zasnovanosti. Zdaj seveda, tako na ravni države kot na ravni šole je to treba upoštevati, načrtovati ukrepe, ki to omogočajo in seveda sprejeti dejstvo, da kompetenčno zasnovano izobraževanje terja zelo drugačne premisleke in načine ravnanja. Zdaj, kaj čist konkretno spreminja? Spreminja veliko stvari, sama sem izluščila 4 tiste, ki so najbolj ključne. Prva je zasnova in struktura izobraževalnih programov. Ta ne more in ne sme biti enaka, kot če kompetenčne zasnovanosti nimamo. Ker če je enaka, potem seveda ne more prihajati do sprememb. Danes sicer od tu naprej ne bomo šli, ker ni primerna priložnost, ampak vendarle. Zdaj, kaj je še drugače? Drugačen je izvedbeni kurikulum, oziroma to se mora zelo intenzivno kazati v izvedbenem kurikulumu šole, ker gre za organizacijski pristop, rekla sem že, gre tudi za pedagoški pristop in to terja številne spremembe, številne prilagoditve, ki se kažejo v dokumentu, kot je izvedbeni kurikulum, ki je razvojni dokument šole, obenem pa pokaže tudi, kako v bistvu bodo šole uresničevale cilje nekega programa. Tam šole to zelo konkretno opredelite in seveda se mora kompetenčna zasnova tam tudi pokazati. Zmotno je prepričanje, da načrtovanje in izvajanje kompetenčne zasnove ne prinaša nobenih sprememb v izvedbenem kurikulumu šole, da ne prinaša nobenih sprememb pri vodenju šole in da ne prinaša nobenih sprememb pri delu učitelja. Ker spreminja zelo pomembno tudi pedagoško-didaktične pristope. Jedro postanejo delovne situacije, jedro postanejo poklicne situacije, iz katerih se dijaki učijo. In seveda, tu recimo pod strokovno vprašanje oziroma pod strokovno dilemo pridejo tudi učitelji, ker se morajo z 2 stvarima ukvarjati. Morajo se ukvarjati s tem, kaj naj učijo, torej kaj je vsebina, obenem pa tudi kako. Kako v bistvu naj te stvari naslavljajo, zato da bodo dijaki čim več od tega odnesli. Učiteljem je tu treba dati čas, treba jim je nuditi ustrezno podporo in na tem mestu se pomembno odpira vprašanje tudi razvoja poklicne pedagogike, torej da učitelji v tem prostoru ne ostanejo sami in potem, kot sami vejo in znajo, recimo organizirajo pouk, ampak vendarle na šoli mora biti pa zelo jasna strategija, kam želimo, zato da ob neuspehih, in do neuspehov zagotovo pride, ker to ni enostaven proces, ne pademo nazaj v predmetno naravnanost. In tu je recimo ključna vloga vodij šole, kar je bilo prej tudi že izpostavljeno. In to, kar sem kot jedro postavila najbolj znotraj kroga, je vloga učitelja in dijaka. Tako učitelj kot dijak prevzemata različne vloge, odgovornost za svoje učenje, recimo pri dijakih, razvoj kompetenc, tega se dijaki morajo naučiti. Včasih na ta vidik pozabimo in preprosto nekako računamo, da bodo znali, zato ker
so že toliko stari, zato ker to slišijo že tam in tam, ampak vendarle, če želimo sistematično te stvari razvijati, potem seveda moramo temu pri pouku nameniti prostor in čas. Kar bi rada rekla z vidika kompetenčne zasnovanosti je, da obstaja več ravni. Skratka, obstaja več ravni. Ena je tista, ki je celovita, torej celoten program, pristopi, vsi predmeti, celoten kolektiv, katalogi znanja so po večini integrirani in obstaja tudi delna. Skratka, tista, ki se recimo nekako pojavi občasno, projektno jo šole lahko zasnujejo v določenem obdobju, nekateri predmeti in moduli se povezujejo, nekateri učitelji k temu pristopijo, drugi ne. Če stopnje ne regulira država med tema dvema, je potem šola avtonomna pri tem, kakšno stopnjo seveda izbere. Bi pa rada tu rekla, da seveda skladno z izbrano stopnjo in obsegom zasnovanosti lahko seveda računamo potem tudi na rezultate. Če gre za izvedbo samo pri nekaterih predmetih in modulih, bo znotraj takega konteksta izplen zagotovo manjši, kot če k kompetenčni zasnovi pristopi šola kot celota. Kar pa je treba še povedati, pa da zagotovo kompetenčna zasnovanost ni neka enkratna izkušnja ali pa neka predstavitev, ki jo imamo pri eni uri enkrat na leto, sicer pa recimo ne spreminjamo načrtovanja in izvajanja pouka in ga ne odmikamo od frontalne naravnanosti pouka. In uspeh samega kompetenčno zasnovanega izobraževanja seveda je odvisen od večjih dejavnikov. V prvi vrsti je odvisen od države. Jaz namerno nikoli ne govorim o enem ministrstvu ali pa o ministrstvu kot tistem, ki je pristojno, ker mi imamo več ministrstev, ki je pristojnih, kakšna mogoče tudi ne ve, kakšno ministrstvo, da je pristojno za ta del izobraževanja, ampak vendarle pristojnosti so razdeljene, dokler imamo socialno-partnerski sistem vpeljan. Ampak vendarle, ni dovolj, da na ravni države sistemsko vpeljamo kompetenčno zasnovanost, da vzpostavimo formalne okvirje, formalne možnosti, ker to smo v Sloveniji že naredili. In danes bi po tej logiki morali govoriti o krasno vpeljanem kompetenčnem zasnovanem, glede na to, da že skoraj 20 let ga imamo, bi moralo to vse drhteti in cveteti, ampak realnost mislim, da ni čisto takšna. Pomembno je, da država razume, kaj šole potrebujejo. Pomembno je, da jim to podporo sistematično in tudi vse skozi zagotavlja. Frontalno, uniformno uvajanje na vse šole v državi na enak način ponavadi ne prinese veliko koristi, ker so šole zelo različne po materialnih pogojih, po velikostih, po kadrovskih pogojih in to je treba upoštevati tudi pri zasnovi kompetenčne zasnovanosti. In uniformno uvajanje ponavadi prinese več škode kot koristi, zato je treba tu nujno upoštevati tudi načelo postopnosti. Mimogrede, načelo postopnosti je bilo zelo aktualno tudi v 90-ih letih, ko se je snoval sistem poklicnega izobraževanja. Kar pa mora država določiti, pa je, da določi minimalno stopnjo, pod katero pač ne moremo iti. Ker če država te stopnje ne bo določila, potem jo določi šola in šola se lahko odloči tudi, da kompetenčni zasnovi ne pristopi na ta način, kot vam zdaj jaz tukaj razlagam. Seveda je pa potem naloga države, da poleg tega, da določi neko minimalno stopnjo, z nekimi zelo primernimi spodbudami motivira šole, zato da se odločajo za zmeri višjo raven. Teh spodbud je lahko veliko. Sama bi rada tu izpostavila predvsem kazalnike kakovosti in sistem kakovosti, ki ga mi tudi sicer imamo vpeljanega, ampak zdaj tudi praktična raven ne odraža dejanskega stanja vpeljave. Skratka, da država potem skozi kazalnike kakovosti spremlja, kaj se dogaja na šolah in se na to stanje tudi dejansko odziva. Skratka, da vpraša na šoli, to ste si zastavili kot cilj, kje ste danes? Kakšne ukrepe ste sprejeli? Vam lahko kako pomagamo? Oziroma ne, kako vam lahko pomagamo? In potem na šolah rečejo, to pa to rabimo in potem država to tudi spodbuja. To vidim kot enega ključnih elementov. To je državna raven, malo jih je tistih ušes, ki danes to lahko poslušajo, ampak vendarle tiste, ki lahko poslušajo, prosim, če prenesete to ustreznim
večjim ušesom. Naravnanost šole in kolektiva je pa druga stvar, kjer moramo v bistvu nekako staviti na to, oziroma računati na to, sicer pač uspehov ne moremo nekako zaznavati. Pristop k kompetenčni zasnovi pomeni lahko tudi pretres ustaljenega načina dela. Pri samih učiteljih lahko pomeni tudi pretres v organizacijski kulturi šole in je zato lahko pogosto tudi vir napetosti. Jaz mislim, da ni smiselno, da vam jaz o tem razlagam, do koliko napetosti lahko pride, verjetno jih vi zelo dobro poznate, bolje kot jaz, najbrž ste kakšno med njimi tudi kdaj občutili na lastni koži, ravnatelji, predvsem vi, ampak vendarle, dejstvo je, da je naravnanost kolektiva in vsakega posameznika ključna pri tem, ali bo do spremembe prišlo ali ne. In tole, kar vidite na vaši desni, je sicer model enega drugega uvajanja, kombiniranega izobraževanja, ampak vendarle postavke niso tako zelo različne. In vidite, da je naravnanost, torej to, kar je naša vizija, kakšna je naša usmerjenost spremembam, zunanji krog, zunanja lupina. In če te lupine ne bomo predrli, potem ne bomo prišli do tistih notranjih. In vi imate lahko v kolektivu odlične učitelje, ki so angažirani, ki želijo sodelovati, ampak če ne bodo naravnani k tej spremembi ali pa kjeri drugi, potem seveda do sprememb ne bo prišlo. Iskreno, verjetno, nerealno je pričakovati, vsi delujemo v nekih kolektivih, da bodo vsi naklonjeni, pa bodo rekli, ja, komi smo čakali, evo zdaj, kdaj začnemo, lahko že takoj, ne bi do jutri čakali. Ampak procesu uvajanja seveda je tej temi treba nameniti dovolj priložnosti. To je nekaj, kar verjetno vam ravnateljem je najmanj povšeči, zato ker ste vi tisti, ki morate nagovarjati, spodbujati, jih prepričevati. In skeptiki v kolektivu so spremembi ali pa kompetenčni naravnanosti v bistvu pogosto nenaklonjeni, predvsem zato, ker spreminja neke ustaljene navade. Zato, ker spreminja neke ustaljene načine delovanja in predpostavlja neke razmisleke in odločitve, ki so izven območja, ugodja, ali pa recimo neke izven območja, kjer se učitelji trenutno nahajajo, in za ravnatelje je to seveda še posebej pomembno. Kakšna je tu vaša vloga? Učitelji vam najbolj zaupajo. Učitelji ne zaupajo odločevalcem. Učitelji ne zaupajo, oziroma manj zaupajo recimo strokovnim organizacijam. Učitelji še najmanj zaupajo znanstvenikom, ki menda celo pametujemo. Ampak kakorkoli, ljudje mojega kova nismo zaupanja vredni, ravnatelji pa ste. Zato je recimo utemeljevanje in zagovarjanje kompetenčne zasnovanosti znotraj učiteljskega zbora, tudi pri delodajalcih, bila v raziskavah, ki so bile opravljene v evropskem merilu, tista, ki je ključna pri vzpostavljanju in razvijanju kompetenčne zasnovanosti in njegovega umeščanja v kulturo šole in življenje šole. Skratka, kompetenčna zasnova mora postati neka vizija, ponotranjena vizija šole in kolektiva, sicer uspeha ne bo. Pričakovanja in prepričanja učiteljev o tem, kakšno je kakovostno poučevanje in najbolj učinkovito poučevanje, namreč pogosto izhajajo iz njihovih predpostavk in so ukvirjena z zornim kotom njihovega matičnega področja. Skratka, področja, iz katerega izhajajo. In zato, da učitelji te okvirje nekako presežejo, potrebujejo pogled od zunaj. Potrebujejo pogled nekoga, ki vidi program kot celoto, ki vidi bolj kot mogoče v tistem trenutku sami neke možnosti za medpredmetne povezave. In to seveda je pogosto naloga vodstva. Jaz verjamem, da zaprta ušesa nič ne slišijo, da zaprta ušesa ne slišijo niti tega, da je kompetenčna zasnovanost lahko priložnost za profesionalni razvoj, da je kompetenčna zasnovanost konec koncev, dokler imamo obstoječi način financiranja srednjih šol, lahko tudi neka prednost pred drugimi šolami, ki izvajajo podobne programe. In različna naravnanost učiteljev, raznolika sporočila glede pedagoških pristopov, glede načinov izvajanja pouka bodo pa povzročila zmedo tudi pri dijakih.
Dijaki se namreč bistveno težje učijo v okoljih, kjer dobivajo različna sporočila, torej kjer nekateri učitelji delajo na en način, nekateri drugače, bistveno lažje se učijo v bolj usklajenih okoljih, kar seveda potem govori v prid temu, da če šola celovito pristopi, je možnost za uspeh seveda večja. Kaj povedati v bistvu bolj proti koncu? Proti koncu povedati je treba seveda to, da zapisi v kurikularnih dokumentih ne bodo prinesli želenih sprememb. Seveda morajo biti prisotni, ampak rada bi izpostavila dve vlogi, ki jih poklicno ima in sem jih danes že omenila. Skratka, gre za sistem, ki ga v Evropi in tudi pri nas prepoznavamo kot enega od ključnih v boju proti socialni izključenosti. Udeležba mladih, še posebej udeležba odraslih, o katerih danes eksplicitno nisem sicer govorila, v poklicnem in strokovnem izobraževanju pomaga tako pri razvoju kompetenc, kot tudi pri nadgradnji kompetenc in vključevanju torej v sfero dela in izboljšuje recimo socialno vključenost. In k premislekom o spremembah in pristopih pri poučevanju in učenju bi nas bolj kot recimo ura našega financerja NOO projektov, ki neusmiljeno tiktaka, ki vse glasneje tiktaka in zato včasih tudi preveč hitimo, bi nas zmeri bolj mogle siliti družbene spremembe, ki pa jih izobraževanje ne more več ignorirati. Spremembe v vrednotni naravnanosti, skrbi za sočloveka, okolje, vse to se mora odražati tako v izobraževalnih programih, kot tudi v načinih dela z učečimi se. In zato pri vprašanju, ki sem ga postavila kot naslovno za današnje predavanje, seveda je odgovor lahko, je kompetenčno zasnovano tisto, ki je odgovor na spremembe, ampak stop v sfero dela, torej kot tisto, kar imate tu napisano, in če zaključim tam, kjer sem začela, torej pri nekoliko širšem pogledu in tudi pri odraslih. Vsi prehodi na zeleno, na bolj trajnostno, na bolj digitalno, seveda terjajo spremembe pri tistih, ki danes pridobivajo poklic, in tudi spremembe pri tistih, ki so že v kvalifikacijski strukturi, torej pri zaposlenih. Delavci bodo potrebovali prekvalifikacije zaradi izgube delovnih mest, delavci bodo potrebovali dokvalifikacije, zato ker je vedno več sprememb v načinu dela, poslovanja in tehnoloških procesih in organizacije seveda si bodo prizadevale, zato da bodo lahko obstale. Ne mogoče zato, ker bi rade vlagale v svoje zaposlene, ampak zato, da bodo obstale, zato da odpravijo vrzeli v znanju pri svojih zaposlenih. In sicer to seveda, poleg odziva na to, da so kompetenčni programi tisti, ki omogočajo razvoj kompetenc, ki se ne bodo tako hitro, ne bodo tako hitro zastarele, seveda to sproža vprašanje po vedno večjem povpraševanju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. In še tole bi vam rada pokazala. To je napoved rasti delovne sile in poklicev v naslednjih 5 letih, med letoma 23 in 27. Torej, kakšna bo sprememba? Gre za napoved v svetovnem merilu, Svetovni ekonomski forum je tisti vir, po katerem sem posegla, in poklic učitelja. Označila sem ga z rumeno, skratka, poklic učitelja velja danes za poklic, ki bo zelo hitro rastel, ker je najhitreje rastočimi v svetovnem merilu. Nekako se predvideva, da bi v naslednjih 5 letih, oziroma 4, ker eno je že mimo, potrebovali 3 milijone dodatnih delovnih mest za učitelje v srednješolskem izobraževanju in višješolskem oziroma tudi univerzitetnem. To je svetovno merilo. Sem so vključene tudi države, ki imajo izobraževanje slabše razvito, kot je naše, ampak vendarle, tudi če je recimo samo milijon številka, govorim o dodatnih delovnih mestih učiteljev. Prej sem rekla, da kompetenčna zasnova je v veliki meri odvisna od tega, ali so učitelji k temu naravnani. Seveda je še v večji meri odvisna, ali učitelji sploh bodo. In poklic učitelja seveda v poklicnem in strokovnem izobraževanju, torej je tisti, ki bo prav zaradi sprememb, zaradi tehnologije, narave dela, tisti, ki bo zmeri bolj potreben in ki ga ne bo mogla zamenjati nobena tehnologija ali bolj pametna inteligenca. Zato poleg recimo pogojev, ki jih mora država zagotoviti na sistemski ravni in morajo biti boljši, kot so obstoječi, bomo potrebovali učitelje. Potrebovali bomo odlične učitelje,
ne kakršnih koli, motivirane, zagnane, angažirane. In zato seveda je potrebno, da dovolj časa, dovolj energije, dovolj denarja in dovolj sistematičnega usposabljanja vložimo v to, da bomo učitelje tu podprli. Če tega ne bomo storili, na kakršnekoli spremembe ne moremo računati, ker jih ne bo. Hvala lepa.